Ko je bila diagnoza postavljena, sem se najprej spraševala, ali se to zares dogaja meni, zakaj ravno meni. Življenje se mi je postavilo na glavo, svet se je ustavil. Najprej sem se pošteno zjokala. Kaj me čaka? Bo tako hudo, kot smo se v multipli sklerozi učili v šoli. Me prej kot slej čaka invalidski voziček. To so dileme ene izmed 4 dam, ki sedijo na moji desni, s katerimi se bomo na današnjem novinarskem srečanju pogovarjali o multipli sklerozi, kako se soočiti z diagnozo in še pomembneje, kako živeti z multiplo sklerozo. Kakšno je življenje z multiplo sklerozo skozi fotografski objektiv ste si že lahko ali si morda še boste ogledali na tej zelo povedni razstavi ob oknih, pravzaprav v celem prostoru. Gre za fotografije, monografije francoske vizualne umetnice Dorothy Schuss, ki še kako dobro ve, kaj je multipla skleroza, kajti tudi sama sobiva z njo. Monografija, iz katere so nekatere izmed teh fotografij, pa bi v prevodu bila naslovljena Prikrita jeza. Torej jeza, strah, solze, to so besede, s katerimi se pogosto povezuje multipla skleroza. Vendar je multipla skleroza zares konec ali morda šele začetek. To je naslov današnjega novinarskega srečanja, ki ga društvo Spoznajmo multiplo sklerozo vsako leto pripravi v maju, torej v mesecu, ko obeležujemo Svetovni dan multiple skleroze. Preden vam vse 4 oziroma 3 dame predstavim, pa prosim mojo kolegico na svoji desni, Renato Žuhar, predsednico društva Spoznajmo multiplo sklerozo, torej organizatorko današnjega srečanja, za nekaj pozdravnih besed. Renata, prosim. V začetku vas vse skupaj lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za udeležbo. Naše društvo deluje sedaj že 4. leto in se trudimo zaveščati multipli sklerozi. Nekako smo ljudje bitja odnosov. Na vsakem koraku gradimo nekatere odnose doma, nekatere tudi v širši možji okolici. Nekakšen odnos pa zgradimo tudi do svoje bolezni. In kako gradimo ta odnos, je zelo pomembno sodelovanje z zdravstvenim osebjem in pa z sodelovanjem z družino, kajti to je odnos celotne družine. Danes bi vam radi predstavili, pomagali graditi odnos vsakega posameznika do bolezni. In hvala lepa sogovornicam, gostom, da so prišle in nam pomagajo graditi ta odnos in ugotavljamo, da skupaj pa res zmoremo. Hvala lepa. Renata, najlepša hvala. Kot obljubljeno bi vam želela predstaviti naše današnje sogovornice. Asistentka Lina Savšek, doktorica medicine, specialistka neurologije, prihaja iz Centra za multiplo sklerozo Splošne bolnišnice v Celju. Gospa Savšek, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Zraven nje sedi gospa Damjana Planišek, po izobrazbi je diplomirana medicinska sestra, prihaja z Dolenjske, dela v Ljubljani, je pa tudi bolnica z multiplo sklerozo. Damjana, najlepša hvala posebej vam, da ste danes z nami. Malenkost, pozdravljeni. In še tretja sogovornica je Anita Peričnik-Noč, magistrica zdravstvene nege z nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, sicer pa tudi skorajšnja družinska in zakonska terapeutka, kar daje današnjemu pogovoru dodatno vrednost. Lepo pozdravljeni. Pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj pa za začetek prosim asistentko Lino Savšek, doktorico medicine, če nam pove nekaj več o multipli sklerozi. Vemo 3000-3500, nekje so številke, s katerimi pravzaprav opisujemo število ljudi, ki sobiva z multiplo sklerozo. Vsakično poveste, da je mnogo pogostejša pri ženskah kot pri moških. Tisto, kar nas zanima, je, kdaj običajno se pojavi, v katerem življenjskem obdobju, kako se najavi in katere so osnovne na nek način značilnosti te sicer precej kompleksne bolezni. Res je, multipla skleroza je bolezen tisočih obrazov, zato tudi ime multipla. In še vedno ostaja dejstvo, da je vsaj 2 do 3-krat pogostejša pri ženskem spolu.
Gre pa za kronično nevroimunsko bolezen, ki bolnika najpogosteje prizadene ravno v teh letih, ko je produktivno na svojem vrhuncu. Torej gre za mlade ljudi med 25 in 35 in 40 letom starosti, ki zbolijo navadno za zagonom bolezni, ki se lahko pokaže kot vnetje očesnega živca, lahko kot oslabelost rok, nog, lahko se pokaže kot dvojne slike, vrtoglavica, skratka, en cel spektr težav, ki so zelo raznolike in odvisno je predvsem od tega, kje se lezija nahaja v možganih oziroma v hrbtenjači, ker namreč ravno tam se pojavljajo spremembe in na podlagi tega se tudi bolezen izrazi. Zdaj, bolezen načeloma v večji meri poteka z tako imenovanimi zagoni in izboljšanji, nažalost pa s časoma tudi napreduje in povzroči pomembno funkcionalno oviranost teh bolnikov, kar posledično seveda prenaša slabšo kakovost življenja teh pacientov, manj so zmožni za delo, v družinah se pojavijo problemi, ker je treba tudi skrbeti morda na drugačen način za te ljudi in hkrati je to tudi veliko breme za družbo. Omenili ste, da ima multipla skleroza tisoče obrazov, zelo morda neznačilne znake, ne vem, ki je treba seveda zgodaj prepoznavati, ker vedno znova nas poučite, da je nezdravljena multipla skleroza in lahko seveda ima resne posledice in da je za uspeh zdravljenja in dobro kakovost življenja, tih bolnikov zelo pomembno zgodne odkrivanje bolezni, zgodne zdravljenje. Zanima me, kako ste pravzaprav strokovnjaki zadovoljni s tem, se multipla skleroza dejansko glede na te neznačilne znake odkriva dovolj zgodaj, se zdravljenje začne dovolj zgodaj. Danes lahko rečem, da smo zelo napredovali v sami diagnostiki in možnosti diagnostike te bolezni, zato ker so v teh letih, zadnjih 20-ih, močno napredovale predvsem slikovne metode, s katerimi lahko prikažemo te spremembe v možganih in v hrbtenjači. Pred 30-40 leti je bila diagnoza, postavitev diagnoze težka. Marsikdaj se diagnozo postavljajo tudi bolniku, ki dejansko se je kasneje izkazalo, morda ni imel multiple skleroze, ampak neko drugo obolenje. Ampak vendar, to so bili časi, ko niti ni bilo možnosti neke specifične terapije za multiplo sklerozo in so se stvari malo drugače odvijale. In populacijske študije kažejo, da ti bolniki so nažalost tudi prej umirali, da lahko je multipla skleroza privedla do prezgodnje smrti kar 7-14 let prej kot ostala populacija. Seveda pa moram reči z velikim zadovoljstvom, da smo v zadnjih 25 letih naredili velik napredek v stroki in imamo danes na voljo kar 12 zdravil, s katerimi lahko multiplo sklerozo umirimo. Ne zmoremo jo popolnoma ustaviti, ampak jo umirimo do te mere, da lahko zadržimo napredovanje te funkcionalne oviranosti in invalidnosti bolnikov. Zdaj, bolniki se pojavljajo dosti pogosto v naših ambulantah. Moram reči, da je tudi to prepoznavanje kar dokaj na nivoju, da se pač pacienti, ko zbolijo, ne vem, najpogostejše je vnetje očesnega živca, in take bolnike okolist prepozna in jih pošlje k nevrologu. Tako da danes je prepoznavanje teh bolnikov na bistveno višji ravni in tudi tem bolnikom, zato ker so se izboljšale tudi strokovne diagnostične metode in spremenila so se merila, kdaj lahko mi začnemo zdraviti in kdaj že postavimo diagnozo multiple skleroze, se to pomika vse bolj v prve faze bolezni. Kar pomeni, da lahko bolj učinkovito delujemo na vnetne procese, ki so tisti, ki potem dolgoročno ustvarjajo neko okolje, v katerem zaradi ponavljajočega se vnetja ves čas živčne celice propadajo. Propada živčnih celic zaenkrat še ne moramo zaustaviti. Ampak če pa začnemo dosti zgodaj zdraviti to vnetje, potem lahko zadržimo napredovanje bolezni in s tem bolnikom omogočati kakovostnejše življenje in tudi to, da se lahko še dalj časa udeležujejo v vseh socialnih, družbenih aktivnosti in da ta del življenja poteka nemoteno, ker vendarle
je to en namen tega, ne, da pač ohranjamo ljudi v tem njihovem okolju čim dalj časa, kot je mogoče. Sploh zato, ker ste omenili, gre za zelo mlade ljudi, ko se diagnoza postavi. Zanima me, če imajo slovenski bolniki, rekli ste, pred 25 leti je bilo tako, danes je drugače, imajo na voljo vse tisto, kar imajo bolniki z multiplo sklerozo na razpolago v razvitejših državah, kot je Slovenija. Smo lahko s tem zadovoljni? Ja in ne. Kar se tiče zdravil, imamo v Sloveniji na voljo vsa zdravila, ki so trenutno na voljo za zdravljenje multiple skleroze. Tu moram reči, da pač tudi dobro se sodeluje z zavarovalnico in se omogoči bolnikom, da v bistvu dobijo zelo zgodaj, takoj ko je zdravilo recimo pride na tržišče, ko je odobreno strani Evropske in Ameriške medicinske agencije, se pri nas takoj začnejo postopki za to, da se ga da na tržišče. Zavedati se moramo, da današnja zdravila, to so zelo draga zdravila. In to zdravljenje na letni ravni lahko govorimo o 1000 evrih. Kar pomeni, da moramo reči, z tega vidika je za bolnike dobro poskrbljeno. Jaz se danes ne sprašujem, a bom lahko temu bolniku dala, a ima ustrezno zavarovanje ali ne. Ker recimo v drugih državah se pojavlja, že samo če greste čez mejo, malo bolj na sever, v Avstrijo, tam je zelo odvisno od tega, pri kateri zavarovalnici si, kakšno zdravilo vam bom lahko predpisala. Tako da v Sloveniji teh ovir zdravnik nima in te dilem, teh etičnih, moralnih, a bom zdaj jaz njemu lahko dala, čeprav vem, da bi mu bolj koristilo, pa mu ne moram, da tega jaz nimam. Druga stvar, kjer pa še mogoče malo šepamo, pa bi radi izboljšali stvar, je pa v bistvu ta celostna obravnava bolnikov. Veste, zdravljenje multiple skleroze ni samo to, da jaz pacienta pogledam, predpišem zdravilo, rečem toliko in tokrat greš na laboratorijske preiskave in to je to. Ta bolnik rabi mnogo več. On rabi podporo, pogovor in tukaj pa tisto, kjer moramo mi delovati timsko. Rabimo medicinske sestre, ki imajo posebna znanja z tega področja, potrebujemo delovne terapeute, ki se ukvarjajo s tem, da funkcijo roke, utrudljivost izboljšajo, fizioterapeute, ne nazadnje fiziatre in vse druge, pa psihologe, ne pozabimo na psihologe, ker moramo vedeti, da v zadnjih letih vse bolj govorimo tudi o kognitivnih aspektih multiple skleroze. Včasih se je namreč mislila, da multipla skleroza povzroča predvsem motorične deficite. Se pravi, ne moreš hoditi, ali pa nimaš dobre koordinacije, ali pa ne vidiš dobro, ko imaš dvojne slike, se ti vrti. Zdaj pa da v bistvu na samo procesiranje informacij, na to, kako mi kognitivno funkcioniramo, ni v bistvu nobenega multipla skleroza nima nobenega učinka. Zdaj vemo, da multipla skleroza dejansko okvarja kognitivne funkcije, da so ti bolniki manj sposobni se skoncentrirati, osredotočati na določene stvari, kar lahko tudi moti delovanje doma in pri delu. Tako da rabimo psihologe. In zdaj, če samo zaključim, takšno delo je mogoče v okviru centrov, ki so namenjeni celoviti obravnavi teh bolnikov. V Sloveniji imamo zdaj 3 centre, tudi pred kratkim je naša bolnišnica zaradi okvira in vsega dela, ki ga imamo, se pač lahko ponašamo s tem nazivom. Moramo pa vedeti, da na žalost je to samo neka stvar, ta center je stvar, ki jo je ustanova znotraj svojega dela ustanovila, zato ker je to v bistvu nekaj, kar mi želimo delati, nekaj, kar delamo zraven. Ni pa to urejeno strani države, ni urejeno strani Ministrstva za zdravje, da bi bili dodatni programi, prav program, ki bi rekel, ta center rabi toliko in toliko zdravnikov, toliko in toliko sestre in toliko terapevte in vsega ostalega, kar rabimo tu. In s tem bi zdravstvene ustanove imele veliko večjo možnost, da bi te ljudi zaposlovali. Mi danes nimamo možnosti, da zaposlimo več ljudi, ker mene ali po kjerkoli drugi ustanovi bo strokovni in finančni direktor gledal, ja, kaj pa zdaj hočeš, a ne? Tako da ta del je pa en, ki je ključen tudi za obravnavo bolnikov in mislim, da bomo morali to v prihodnosti tudi urediti. Torej, to je gotovo prostor za izboljšanje kot pri obravnavi mnogih drugih kroničnih bolezni, se pravi, da celostna obravnava bolnikov, v kateri danes slišimo na vsakem koraku in za katero si želimo, da se seveda čim prej realizira na eni kakovostni ravni.
Gospa Damjana Panjušek, sami ste za multiplo sklerozo zboleli pri 27 letih, torej 15-16 let nazaj. 17 let. Slišali smo vaše prve misli, čisto v uvodu, vi ste tako takrat razmišljali, vi ste avtorica tega zapisa. Kako danes gledate nazaj, se pravi 17 let nazaj, kako ste potem lahko sprejeli to bolezen, rekli ste, čas se je ustavil, svet se je ustavil, najprej sem se pošteno zjokala. Kako gledate danes na tisto obdobje in kdo vam je najbolj pomagal ga prebroditi se z boleznijo soočiti? Ja, takrat res se ti čas ustavi, ko pač zveš za diagnozo. Zraven je bil mož, hvala Bogu, on mi je veliko pomagal. Pa tudi čas pripomore veliko. Drugače potem s časom gledaš, sprejmeš sam sebe, sprejmeš svoje telo, ga poslušaš, ugotoviš, da vse pa pač ne zmoreš več tako, kot si prej, ampak mogoče kakšno stvar pa še vedno. Ampak ne moreš pa siliti skozi zid z glavo. Ne vem, mogoče počasneje greš v življenju naprej, kot bi šel 17 let nazaj. Predvsem to. Ni se pa čas ustavil, to sem ugotovila kasneje, ampak sprejmeš sam sebe, najdeš druge vrednote, malo pobrskaš po sebi. Eno rekapitulacijo, kako temu rečemo. Recimo. Če je možno to v resnici, ker ste res bili izjemno mladi, 27 let stari, ko ste se soočili z neko novico, ki vas bo zaznamovala do konca vaših dni, pa tudi vašo družino. Ja, veliko pogovora, veliko razmišljanja, se pravi, pa bolj na počas potem greš naprej v življenju, premišljeno. Mi pa sva takrat hotela družino ustvariti, sva se potem premislila, ker nevrologinja rekla, ja, odločitev mora biti hitra, ali otrok, ali terapija. Potem sva se odločila za terapijo, 5 let pozneje, potem pa tudi za otroka. Zdaj še vedno sem na terapiji, sicer drugi kot takrat, mislim, da deluje dobro, sem zadovoljna, zdaj že par let zagona nisem imela. Rekli ste, da je vaš soprog, ki je z nami, danes tudi z nami, predvsem z vami, ker je vam vaš čas stoji v strani in je dejansko sopotnik skozi vaše življenje, to je velik privilegij, če ga človek ima zagotovo. Takrat ste rekli, razmišljala sva o otroku, ampak je potem bolezen prišla, prekrižala načrte, to odločitev sva prestavila. Ampak danes, 17 let kasneje, ste vi mamica in vaš soprog oče 10-letnemu fantu, vmes ste se vpisali na študij, diplomirali, zato sem rekla, da ste diplomirana medicinska sestra, ravno zaradi tega, ker je ta splet nekih okoliščin s to boleznijo na nek način tudi postavil vaše življenje na drugačno pot, ste mi rekli, kot bi morda se zgodilo sicer. Nam lahko to malo pišete. Ja, odločila sem se kasneje tudi za poklicno rehabilitacijo preko Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Naredila sem fakulteto, sem diplomirana medicinska sestra. Če bi se obrnila nazaj, ne vem, če bi se takrat zbrala pogum, da bi se s tem soočila, da bi naredila fakulteto. Mogoče me je sama bolezen prsila v to. Mogoče. Ni mi žal. Mislim, da mi je pač fakulteta več prinesla, kot tudi vzela, pa tudi sama diagnoza zraven. Rekli ste mi, da ste si to multiplo sklerozo izbrali za prijateljico, ne za enega sovraga, ki vas spremlja, ampak z nekom, s katerim pač hodite skozi. In sodelujejo skupaj, ja. Tako. Hvala lepa, Damjana. Na vaši desni strani je magistra zdravstvene nege Peričnik Noč Anita, ki prihaja z nevrološke klinike UKC Ljubljana, kjer imate prav tako center za multiplo sklerozo. Vsak dan ste v stiku z bolnicami in bolniki z multiplo sklerozo. Je veliko tako pozitivnih zgodb, pod črto, kot je nam jo je predstavila Damjana, kar si je, kot smo rekli, za prijateljico vzela to bolezen. Ja, jaz moram reči, da sem zelo vesela, ker če dalje več imamo takih pozitivnih zgodb. Zdaj res tudi, kot je dr. Savškova rekla, zdravljenje se začne zgodaj, invalidnost poskušamo odmakniti čim dlje in te pozitivne zgodbe se res zdaj pišejo vsak dan. Tako da ja, veselje mi je gledati bolnike, ki so stabilni, ki nimajo zagonov, ki spremenijo v življenju, tudi kaj na račun same diagnoze.
Tako da, ja, imamo take pozitivne. Je pa verjetno pot, do tega trenutka, da sprejmeš bolezen kot neko sopotnico, ne sovražnico, verjetno dolga, verjetno to nek proces, da človek to sprejme. Sprejemanje bolezni je proces in tukaj gre v bistvu za nek proces žalovanja. Gremo skozi vse iste faze, kot ne vem, če nam nekdo umre. Zato, ker dejansko tukaj bolnik nekaj izgubi zdravje. Se pravi, in gre za eno izgubo. Zdaj, različna čustva se lahko ob tem pojavljajo, ponavadi na začetku pride do zanikanja, potem se kakšna jeza pojavi, potem tudi žalost in končno nekako je treba potem diagnozo sprejeti. Zdaj, samo sprejemanje bolezni je lahko zelo različno od bolnika do bolnika. Eni bojo zelo hitro šli čez te faze, mogoče kako fazo celo malo preskočili, drugi pa rabijo tudi več let. Tako da, kot je rekla Damjana, ja, multipla skleroza prijateljica, jaz pravim, da načeloma ne moramo reči, da je prijateljica, ker prijatelje si sami lahko zberemo. Zdaj, diagnoze si načeloma ljudje ne zberejo sami. Spravim, da to je lahko neka sodelavka, ki pač tako kot v službi, če nisi ravno podjetnik, ki lahko sam zbiraš sodelavce, načeloma moraš pač sodelovati s tistimi, ki so tam s tabo in fajn je se z njimi čim manj kregati, da lahko potem pač vsak dan nekako preživiš. Tako da ja, jaz jo bolj imenujem sodelavka kot prijateljica. Torej nekdo, s katerim shajaš. Tako. Dobro. Kaj je tisto, kar sicer ljudi najbolj obremenjuje, jih najbolj skrbi v tem procesu, a ne preden bolezni sprejmejo za sodelavko, torej nekaj neizpodbitnega, s čimer je treba shajati? Ja, tako da že na začetku smo slišali še vedno ta invalidski voziček pred očmi skoraj vsakega pacienta. Bom rekla kar vsakega, zato ker dejansko o multipli sklerozi se vseeno še premalo govori, premalo ve in ljudje, tudi zdravstveni delavci, imajo še vedno to percepcijo, da to je bolezen, ker pač ne vem, bolnik bo pristal na invalidskem vozičku. Tako da včasih sem prav tako zamišljena, ker rečem, ok, sej, ne vem, ta je pa iz naših vod, iz medicine, pa dejansko tudi naši sodelavci na drugih področjih zelo malo poznajo multiplo sklerozo. Tako da na začetku je sigurno ta invalidski voziček. Potem je pa pri bolezni ta nepredvidljivost, ki si lahko čisto ok in potem, ne vem, kot strela z jasnega pride spet nek nov zagon. In predvsem tega jih je strah, kdaj se bo spet ponovilo. Kaj pa delovno mesto, služba, sodelavci, kaj vam povedo ljudje? Ja, tukaj je pa več žalostnih zgodb, kot pa veselih. Moram reči, tukaj je pa zelo malo razumevanja strani delodajalcev, tudi so strani sodelavcev, kar me zelo žalosti tudi v naši stroki. Mi imamo kar nekaj multiple skleroze med medicinskimi sestrami, med zdravniki, med ostalim osebjem. Kako je malo razumevanja tudi tukaj s strani ostalih zdravstvenih delavcev. Tako da seveda se najdejo tudi kakšne pozitivne zgodbe, ampak večina njih je pa bolj negativnih. Ker če ravno tudi, če ni zagonov, če je s terapijo vse skupaj lepo obvladano, so neke stvari, s katerimi je treba vsak dan shajati in zaradi katerih se vsak dan spomniš, da ta kronična bolezen hodi s tabo skozi življenje. Damjana, katere so te stvari in kakšna je vaša konkretna izkušnja na delovnem mestu, kot je povedala gospa Perečnik Noč, tudi zdravstveni delavci včasih nimajo veliko neznanja, nerazumevanja v tem. Ja, jaz prej sem delala še vedno delam v intenzivni negi, vendar sem bila ob bolniku. Potem pa ob diagnozi ugotoviš, da ne moreš več, da ne zmoreš več akcije. Potem sem delala druge stvari, ki pač niso več ob bolniku, ni treba bilo več tako hiteti. In še vedno delam pač druge stvari, še vedno pripomorem k oddelku, nisem pa tik ob bolniku. In mogoče zaradi tega nekateri te gledajo zviška. Nisi več tako pomemben, kot si bil. Če ravno ne gre za izbiro, ampak za okoliščino. Dobro. Gospa Perečnik, slišali smo, gospod Damjanov v začetku je rekla, da ob samem soočanju s diagnozo, pa potem medtem, ko se je privajala na drugačno življenje, da je najbolj stal ob strani moža, da mu je zelo hvaležna, da ta podpora je največ pomenila.
Zdaj, kako je s to boleznjo in vplivom bolezni na družino? Nihče si ne želi biti v bolezni sam, vsak si želi podeliti ta čustva, ki so, ste rekli na začetku, podobna žalovanju. Vi ste skorajšnja družinska in zakonska terapevtka in imate tudi z tega vidika verjetno drugačen pogled na vaše paciente, njihove stiske, ne? Jaz moram reči, da sem zelo vesela, da sem se odločila in pač podala v ta študij, ker mi je zelo, zelo pomagal pri mojem delu. Žal na naši zdravstveni fakulteti dobimo premalo znanja z tega vidika in moram reči, da se včasih zelo ustrašimo teh negativnih čustev strani bolnika. Ne vemo, kako se spopasti z njihovo jezo, z njihovo žalostjo, z solzami. Zdaj, velikrat se zgodi, da potem zdravstveni delavci, ker nam je osebno neprijetno zdržati s temi čustvi bolnikovimi, hitro poiščemo kako drugo delo, se nam začne muditi, ne? In jaz moram reči, da s pomočjo tega študija sem se res naučila, kako potem tudi zdržati s temi negativnimi čustvi bolnika in koliko to bolnikom pomeni. In zdaj pri meni v ambulanti večinoma jočejo, vsaj na začetku. Tako da, ja, zelo pomembno je, da jim pokažemo, da lahko ta čustva izrazijo. Drugače je pa, kar se družine tiče, zelo, zelo pomembno, da je to tudi nek support strani partnerja, kar se žal premalkrat tudi take zgodbe slišijo, ne. Zdaj lahko bolezen zelo poveže partnerja, lahko jih pa tudi čist razboji, ne. Zdaj, fajn je, če se ljudje tudi o teh čustvih, ki se porajajo, pogovarjajo, ker če se ne pogovarjajo, potem zgleda, kot da so jezni drug na drugega, te frustracije izražajo na neprimeren način in seveda to pripelje pol do konfliktov, ne. Zdaj, ta jeza je dejansko usmerjena na bolezen in če partnerja delujeta kot tim proti bolezni, boste lahko to premagala. Če boste pa to jezo usmerjala drug na drugega, pa se bo ne bo. Kaj pa otroci? V taki družini, kjer je prisotna kronična bolezen, kot smo slišali večkrat pri ženskah, kot pri moških pogosteje? Ja, velikokrat nekako pacienti, bolniki želijo zaščititi svoje otroke in pač tudi ne povejo, ko zbolijo, ne. Zdaj vemo, da otroci so zelo senzitivni, takoj bojo vedeli, da je nekaj narobe, ne? Bojo čutili, zdaj ne glede na to, koliko so stari. Tudi psihologi pravijo, ne glede na starost otroka, otroku je treba nekako pojasniti, kaj se dogaja. Seveda, ne vem, 4-letniku bomo to drugače povedali, kot pa enemu najstniku, pa 15-16 letih. Zdaj v tujini imajo zelo dobro poskrbljeno tudi za te otroke, obolelih staršev, imajo prav delavnice za te najstnike, kjer lahko tudi oni nekako izrazijo svoje strahove, frustracije. Žal pri nas zaenkrat teh možnosti še nimamo, oziroma, kot je dr. Savškova rekla, to področje celostne obravnave pri nas res še ni dorečeno. Tudi ne strani zavarovalnice, niti nimamo primernega kadra, ne. Tako da drugače pa ta celostna obravnava zelo pomembna. Ker zdaj tudi najstniki so lahko včasih zelo jezni na te svoje starše. Zdaj zgodi se, da morajo v večini primerov prevzeti več odgovornosti, več nekih domačih opravil kot njihovi vrstniki. In potem so lahko zelo jezni in to jezo izražajo na različne načine, lahko se pokažejo pa neke težave v šoli, lahko so agresivni ali pa bodisi, ne vem, postanejo neke žrtve nasilja, tako da zato bi bilo zelo dobro tudi s temi otroci se kdaj pogovoriti. Torej še en izziv, ne, za to celostno obravnavo, ki je zares celostna, kot jo opisujete, tudi morda za izobraževanje, ne, za zmožnosti teh ljudi, recimo potem na delovnem mestu in tako, da bi se več o tem v resnici vedlo. Tisto, kar me še posebej zanima, ko imamo pred očmi multiplo sklerozo, imamo pred očmi, tako stereotipno vedno, mlade ženske, pa vendarle to ni samo bolezen žensk, ampak tudi moških. Zato vaju obe, gospa Perečnik, gospa Savšek, sprašujem, kako pa se moški soočajo s to boleznijo, se soočajo na drugačen način, jo dobro obvladujejo, dobro sodelujejo pri zdravljenju, kako je s tem? Če kaj naprej se odgovorim,
Zdaj, mogoče moški malo težje pokažejo ta svoja čustva. Pa je velikrat potem mogoče tam jezo še lahko izrazijo, preko žalost ali pa strah, je pa mogoče težje pri njih to izraziti. Je pa seveda zelo pomemben ta naš odnos, kak odnos imamo mi z bolnikom in koliko se nam bo tudi potem odprl. Tako da jaz moram reči, da tudi potem moški kasneje, ko se večkrat srečujemo, povejo svoje stiske, jim odleže, da lahko vsaj nekomu zaupajo, povejo kakšne tudi zelo intimne stvari o partnerstvu, o spolni disfunkciji, ampak mogoče rabimo malo več časa pri moških kot pri ženskah. Hvala lepa, kaj pa vaša izkušnja, doktorica Savšek? Zelo podobna. Čeprav moški obolevajo redkeje, se pa bolezen pri njih lahko mnogo bolj agresivno poteka. Se pravi, moški imajo slabšo prognozo kot ženske. In opažam tudi, da moški zelo dolgo rabijo in traja nekaj časa, da sprejmejo to bolezen, da oni res imajo bolezen. In imam zdaj kar nekaj primerov mlajših bolnikov, ki smo jim to odkrili in svetovali zdravljenje, pa vendarle en mlad fant, ki smo mu pred 20 letih postavili diagnozo, ko je res nujno, da se čim prej začne zdravljenje, je to odlagal. Vse do letošnjega leta, 4 leta se ni želel zdraviti, ker seveda je njegova pravica in njegova odločitev. Ampak vendarle v tem času je doživljal zagone bolezni, ki jih morda niti ni tako zelo sam prepoznaval, ampak v tem času je on prenehal s študijem, opustil to, kar je delal, zdaj je zaposlen nekje kot delavec in to je tisti del, kar rečem, kognitivna disfunkcija. Se pravi, pešanje kognitivnih funkcij, on še vedno hodi. On na zunaj ne bo se opaziti, da je z njim nekaj narobe. Ampak njemu se pač v bistvu bolezen kaže na drugačen način in že izgublja prostornino možgan in to je pomembno. In ta del je tisti, ki ga moraš naglasiti vedno pri pacientu. In ja, tako kot je rekla Anita, res je to, da tudi zelo težko pridemo do tam nota, do srža problema, da se vsega otepajo, vse je v redu, dolg časa zanikajo, da nekaj ni v redu. Ne bodo povedali vseh teh svojih stisk, pa vendar je mogoče doma za to zakon razpada, po službi vse narobe. Tako da ja, se soočajo moški na čisto drugačen način kot ženske s to boleznijo. In morda potrebujejo še več podpore. In ja, tako podpore časa vseh nas, predvsem vseh drugih, se pravi medicinskih sester, terapevtov, psihologov, da lahko to bolezen sprejmejo za svojo sodelavko. Sodelavka, prijateljica, kakorkoli, multipla skleroza, gospa Damjana vas je naučila bolj, malo ste že omenili, bolj si prisluhniti, bolj se slišati. To so vse tiste reči, ki bi jih v resnici vsi potrebovali. Ja, v vsakdanjem življenju vsi, samo da nas je prisilila, drugi pa tega mogoče ne znajo pri sebi prebrati. Gospa Damjana, je torej multipla skleroza zares konec ali je morda na nek način tudi začetek nečesa novega? Ja, v bistvu je konec enega poglavja v življenju, ki si ga pač poznal. Začne se pa novo poglavje. Kako ga boš izkoristil, kako ga boš sprejel, je od vsakega posameznika odvisno. Vsak si bo najbrž drugače začrtal pot naprej. Če se vprašam, če mi je kaj vzela, se najbrž mi je tudi kaj vzela, ampak ne bom razmišljala o tem, razmišljam samo o tem, kaj mi je dala. Nove ljudi, take, ki imajo multiplo sklerozo in tudi take brez. Družino sem si ustvarila v bistvu tudi z multiplo sklerozo. Tako. Hvala lepa. Prosim še doktorico Savšek in gospod Perečnik za tisto končno misel, kot smo naslovili, danes je novinarsko srečanje. Gre za konec, neizpodbitno je konec nečesa, pa tudi morda priložnost za kaj drugačnega, novega ali boljšega ali slabšega, potem pa težko razmišljamo, kot je rekla gospa Damjana. Res je, konča se eno obdobje in treba je sprejeti to, da so se stvari spremenile. In da mora človek kot bolnik sprejeti odgovornost tudi za to, za svoje zdravje. Težko je to.
mi zdravniki, pa drugo medicinsko osebje smo tu zato, da bolnika vodimo, da mu povemo, kaj je po naši presoji za najboljše in ga vodimo, torej mu podamo roko. Ampak bolnik je pa tisti ključen del, ki mora svojo bolezen sprejeti, ponotraniti in sprejeti tudi odgovornost za svoje zdravljenje in svoje zdravje in počutje. In če to naredi, potem smo na dobri poti. Ker potem se tudi zaveda, kako pomembno je sodelovanje s celotnim zdravstvenim timom, kako pomembno je to, da ne obupa, pa ne da vseh stvari na stran, sem zato, ko mu nekdo reče, pa se ti ne moreš, imaš multiplo sklerozo, pa da mogoče presliši vse tiste komentarje v stilu, joj, ne, sej ona pa ne dela, zato ker pač mislim, si je zmislila nekaj, a ne, pa kaj pa to utrujena, pa ali to sploh lahko kdo to utrujen, ampak je lahko, to je dejstvo, bolniki so veliko bolj utrudljivi in rabijo odmore in zmorejo manj. In če to vzameš za del svojega življenja in vzameš to odgovornost za svoje zdravje, sam zase, jaz mislim, da od tam naprej lahko vsi mi začnemo graditi. Hvala lepa, gospa Krična. Jaz smo rekla, da bi se lahko bolnikov z multiplo sklerozo vsi veliko naučili, kako poslušati svoje telo. Tudi dokler smo zdravi, nam telo kaj sporoča, pa ga nočemo slišati, pa ga poklopimo, pa je mogoče potem prepozno, ko bi lahko že prej kaj naredili zase. Tako da ja, sigurno je to neko novo obdobje v življenju, je nekaj novega. Veliko bolnikov mi reče, vi ste meni po multipla skleroza zelo veliko lepega prinesla. Zdaj verjetno to nekdo, ki je, ne vem, pred 14 dnevi dobil diagnozo, bo rekel, čist nič lepega ni v tem, ne. Ampak z leti ljudje spoznajo, da, ne vem, rečejo, sem malo pospravil pri svojih prijateljih, ne. Takrat ugotovijo tudi v neki te krizi, kdo je res njihov prijatelj, kdo ni. Tako da definitivno je to neko nov začetek. Hvala lepa. Renata, ne spomnim se natančno, ali je tvoja ta sodelovka že polnoletna ali še ne, kot skoraj že Damjanina. Kaj bi ti rekla, je multipla skleroza začetek ali torej konec nečesa ali začetek nečesa drugega ali pravzaprav rekla? Pred kratkim sem praznovala 40. rojstni dan, pa me je mož vprašal, no Renata, kaj te nekaj manjka v življenju, kaj bi ti še kaj imela, kaj bi bilo ne takšnega? Sem tako štedila, ko me zdaj to sprašuješ, ne? Ne, nič me ne manjka, ne? Pa je tako gledala. Sem rekla, ne, nič me ne manjka, kaj bi manjkalo? Imam moža, imam družino, v službo hodim, še v šolo hodim, vse imam. Nič me ne manjka. Zdaj, če se mogoče vprašate, ne? Zdravja pa nimam. Pa rečem, ja, kaj? Manjka mi ne nič. Zaključila sem obdobje in žalovala sem izgubo. Nimam zdravja. To izgubo sem nadomestila za vsem drugim. Začela sem ustvarjati družino, dom, izobrazbo. Samo sebe sem začela nadgrajevati, ob enem pa tudi nagrajevati za vse tisto, kaj zmorem. V sebi sem prepričana, da leta nazaj se mi je zdelo sama jeza, bilo me je, zakaj sem prav jaz mogla zbogeti, pa ne zmorem nič. Danes lahko rečem, da zmorem ogromno, da zmorem še več, ko bi si sploh mislila, da bom sploh kdaj dosegla. Tako da, ja, pri meni je multipla skleroza bil nov začetek. Pa mogla sem ogromno z njo, no tako da bi kar rekla, da je začetek nečesa lepega. Najlepša hvala, ne bo to ena taka spodbudna, pravzaprav vseh štirih, spodbudna misel za konec. Najlepša hvala obima strokovnjakinjama, asistentki Lini Savšek, specialistki neurologije iz Splošne bolnišnice Celje, gospe Ani Krečnik-Noč, magistrici zdravstvene nege iz Ljubljanskega kliničnega centra z nevrološke klinike. Damjana Planinšek, vam še posebej hvala, ker ste delili z nami osebno zgodbo, to ni lahko, je pa toliko bolj dragoceno, ker lahko multiplo sklerozo ne le spoznamo, ampak z vami skupaj tudi začutimo. Renata, tebe pa prosim za zaključno misel kot organizatorko tega današnjega srečanja.
Naj vam vsem, tudi tistim, ki so pred kratkim zboleli za multiplo sklerozo. Sprejmite izziv, najdite rešitve, dovolite si, da vam tudi kdo ob tem pomaga in najdite pravo pot za naprej. Vsem se zahvalila, da ste se udeležili naše tiskovne konference, predvsem sogovornicam najlepša hvala, da ste delili z nami svoje znanje, svoje izkušnje in nas bodrili bolnike z multiplo sklerozo, da zmoremo marsikaj in da imamo možnosti iti naprej. Najlepša hvala.